V Celju se je začela jubilejna 20. pravljična dežela. V Vojniku odprli 5. božični Vojnik. Z izgradnjo pločnika in novega prehoda bodo pešci bolj varni. Rokometaši Celja Pivovarne Laško v državnem prvenstvu še do 14. zmage. Dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Konec tedna je v Celju svoja vrata odprla pravljična dežela, ki letos praznuje že 20 let svojega delovanja. Otroci iz celotne države in tujine jo bodo lahko obiskali do konca letošnjega koledarskega leta, ko jo bodo zaključili z otroškim silvestrovanjem, ki bo 31. decembra točno ob 12. V prazničnem in z lučkami okrašenem Celju je minuli petek 13. decembra popoldan ob 5. že 20. zapored na glavnem trgu svoja vrata odprla celjska pravljična dežela, ki v čarobni svet pravljic in decembrskega prazničnega vzdušja najmlajše privablja od blizu in daleč. Kaj pa prinaša pravljična dežela, pa smo se več pogovarjali z idejno vodjo Vladimiro Skale. Seveda predvsem pomeni eno praznično in pravljično druženje v mestu, razlog za to, da se gre na sprehod tudi za otroki, celimi družinami, zjutraj od 10. do 12. predvsem v pravljičnih dneh in potem popoldne od 17. do 19. ko prihaja v pravljično deželo tudi sam Božiček, Bele vile in danes tudi gospa Božičkova ta vikend prihaja, da pogleda, če je vse nared, celotni vilinski zbor, vrsto gostov, glasbenih ustvarjalcev in tudi med tednom osnovnih šol s katerimi smo zasnovali pravljično deželo v osnovi, da pridejo mladi ljudje, ki bodo v prihodnosti oblikovali razvoj mesta tudi v samo mesto in ga praznično obarvajo, začutijo in doživijo. Na otvoritev pravljične dežele so nas popeljale vile in skupaj z njimi smo vstopili skozi pravljična vrata v trenutku, ko je nad njimi zasijal svetlobni napis. Sicer pa nas je v praznično vzdušje ponesla pesem pravljičnega otroškega pevskega zbora iz osnovne šole Lava Celje pod vodstvom Sanje Golob, pa tudi pripovedi pravljičnih vil. Tudi letos je celjska pravljična dežela ozaljšana z večjimi in manjšimi, z lučkami okrašenimi jelkami, kar 11 snežaki, ki so jih z izvirnimi likovnimi upodobitvami izdelali na celjskih osnovnih šolah, in priznati je treba, da so bili pri tem osnovnošolci resnično ustvarjalni, saj pritegnejo poglede slehernega obiskovalca. Poleg tega pa so tu tudi stojnice, ki ponujajo tople napitke in sladkarije in še kaj. V času pravljične dežele pa obiskovalce po centru Celja vozi tudi pravljična kočija. Pa je letošnja pravljična dežela v čem kaj drugačna od prejšnjih let? Vsako leto je pravljična dežela, na to smo izredno ponosni, z svojimi avtorskimi zgodbami sodelujejo pravljični junaki. Seveda gre za 19-dnevno dogajanje in seveda v sam vrhunec prihajajo odlični glasbeni gosti vsak vikend. Seveda mi imamo radi, da je temelji vse na vilinskem zboru, vendar res je 25. 26. ko so prazniki, je tudi največji obisk v pravljični deželi. Videli bomo Ireno Vrčkovnik, odlični glasbeni izvajalci, Sanjo Pulšak pesem, do samega vrhunca Romane Krajnčan, seveda 26. pa bodo z dedkom Razom Vilinci napovedali tudi, kdo je njihov gost za najotroško silvestrovanje, ki pa je vedno izjemno in seveda v vrhunec dogajanja pravljične dežele, tudi 20. Prihajajo pa v pravljično deželo otroci tudi v drugje, za kar ima pravljična dežela tudi posebno sodelovanje s Slovenskimi železnicami. Ja, predvsem mislim, da je to sodelovanje z Slovenskimi železnicami dodalo en velik utrip in tudi težo samemu pravljičnem, ne samo pravljični deželi, temveč pravljičnemu Celju, saj smo dosegli s tem tudi široko promocijo in v tem sodelovanju in gradnji blagovne znamke pravljičnega Celja se mi zdi, da se vse lepo dopolnjuje. Mi skrbimo za otroški program in za družine, seveda in pravljično Celje za gurme, ostale užitke v mestu, ne nazadnje kulinarične in pa glasbene in seveda to imajo ljudje radi, predvsem pa je izjemna tudi lega samega mesta Celja, ki v križu ponuja vse na enem mestu. Seveda pa je obiskovalce pravljične dežele kljub dežju, ki se je kasneje spremenil v sneg,
nabralo se jih je okoli 200, je že na otvoritvi pozdravil tudi Božiček s spremstvom, ki bo otroke tam pozdravljal vsak dan do Božiča, nato pa ga bo zamenjal dedek Mraz. Pravlična dežela pa bo svoja vrata zaprla na Silvestrovo opoldan z otroškim silvestrovanjem. V Vojniku pa so ta konec tedna odprli že 5. božični Vojnik. Gre za največjo razstavo jaslic v Sloveniji, ki poleg tradicije na Vojniške ulice prinaša tudi ponudbo lokalnih izdelkov in kulinarike ter druženje po domiselno zasnovanih ter praznično osvetljenih poteh. V soboto so odprli božični Vojnik. Številna udeležba obiskovalcev je napovedala še en uspešen mesec prijetnega druženja. Sprehodil sem se že prej, ko so še pripravljali te jaslice, te razstave, in jaz vidim veliko novega, veliko smo tudi napredovali na področju razstave na kvaliteti in pa tudi na predstavitvi, tako da jaz verjamem, da bo ta občutek, ko bo 4. januarja potem zaključek, da bo potrjen. Tudi letos so pripravili ogromno spremljajočega programa. Ja, božični Vojnik nekako probamo držati po celem območju občine Vojnik, tako da imamo nekaj prireditev tudi izven Vojnika, 26. v Novi Cerkvi, 25. v Frankolovem. Imamo pa tudi nekaj takih malo močnejših koncertov. Začnemo že danes z prifarskimi muzikanti, potem imamo 21. godbo Pihale iz Nove Cerkve z Otom Pesnerjem, 28. imamo naš domač božični novoletni koncert, koncert Presenečen, zaključimo pa z Big Bandom Slovenske vojske 4. januarja. Vmes pa seveda še en del zborovskih nastopov, ki so pa v glavnem v cerkvi svetega Jerneja v Vojniku. Božični Vojnik tudi letos sledi svojemu prvotnemu poslanstvu – pripraviti največjo razstavo jaslic. Letos smo se odločili, da damo poudarek na gorenjskih izdelovalcih. Lansko leto je bila recimo primorska in tako kot ste rekli, pripeljali so nekatere izjemno lepe eksponate, in ko so to videli naši domači izdelovalci, pa tudi domačinom se je že kar prej kaj posrečilo lepega, ko so to videli in ko so se malo pošpegljali po vseh teh izdelkih, so potem res nastale take čudovite stvari, lepo oblikovane, izdelane tako, kot se spodobi. Vsi vpeti v uspešno zgodbo božičnega Vojnika načrte kujejo skozi vse leto. Res je, ne samo, da je bilo v teh dneh veliko dela, ampak božični Vojnik nastaja v naših glavah idejno celo leto. Je pa res, da zadnja 2 meseca pa tudi ideje preidejo v aktivnosti in danes te aktivnosti so vidne z otvoritvijo božičnega Vojnika. Letos razstavljamo okrog 250 jaslic, od tega je 1/3 zunanjih in pa 2/3 notranjih. Ogromno ljudi sodeluje, sodelujejo posamezniki, sodelujejo društva, sodelujejo družine, zaselki iz Vojnika, iz okolice, iz širše regije, iz sosednjih dežel. Ogromno je ljudi, ne znam sploh povedati in oceniti, koliko ustvarjalnih rok dejansko ustvarja naš božični Vojnik. Božični Vojnik na čarobno druženje vabi vse do 4. januarja. Mestna občina Celje je na križišču Ronkove ulice in ulice Ložnica pri Celju zgradila obojestranski pločnik in izvennivojski prehod za pešce. Ta hkrati predstavlja tudi hitrostno oviro. Z naložbo vredno 20 000 evrov bodo pešci zdaj lahko še bolj varno prečkali cesto. V tem križišču, kjer je bilo prečkanje ceste v preteklosti pogosto nevarno, je zdaj urejen povsem nov prehod za pešce. S tem smo pešcem, predvsem pa otrokom iz Ronkove ulice ter območja mestne četrti Slavko Šlander in mestne četrti Dolgopolje, ki obiskujejo osnovno šolo Lava, zagotovili večjo prometno varnost. Manjka le še spremljajoča javna razsvetljava, ki pa jo bomo postavili predvidoma v začetku prihodnjega leta. Nov prehod je oblikovan v obliki klančine oziroma tako imenovanega ležečega policaja, zato morajo vozniki znižati hitrost, obenem pa so na obeh straneh uredili tudi pločnik.
To križišče doslej ni bilo opremljeno s pločnikom, pa tudi označenega prehoda za pešce ni bilo. Ker je pa cesta na tem odseku položna in ravna, so vozniki pogosto prekoračili dovoljeno omejitev hitrosti in s tem resno ogrožali varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. V letošnjem letu nam je uspelo urediti zemljiško-knjižno stanje na tistih delih parcel, ki so bili v zasebni lasti. To pa je bilo nujno, da smo lahko pristopili k ustrezni ureditvi cestne infrastrukture na tem križišču in poskrbeli za večjo prometno varnost tudi v sklopu ureditve varne šolske poti. Naložba je občino stala okoli 20.000 evrov. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 14. krogu državnega prvenstva s 40-21 premagali Škofjo Loko in tako z maksimalnim izkupičkom ostajajo na vrhu prvenstvene razpredelnice. Pivovarji bodo do konca leta odigrali še 2 tekmi. Najprej se bodo v sredo v pokalnem obračunu v Zlatorogu pomerili z Ribnico. Celjani proti Škofjeločanom niso nastopili v popolni postavi, saj so zaradi poškodb tekmo izpustili Makuc, Silva, Šarac in Grošelj. Zmaga kljub temu ni bila nikoli vprašljiva. Na koncu se je končalo z 19 goli razlike. Ja, moram pohvaliti predvsem igralce za pristop, da ne popuščajo, da ne glede na nasprotnika dajo vse od sebe. Res je, da smo pred tekmo imeli nekaj težav z poškodbami, da si je Grošelj spet na koncu treninga, zadnjega treninga poškodoval gleženj in da ni mogel nastopiti. Prav tako čuti bolečine v ahilovi tetivi Šarac in smo rekli, da je prav, da mogoče ga prešparamo na tej tekmi in da ga poskušamo usposobiti za bolj pomembno tekmo, pokalno tekmo z Ribnico. Pivovarji so v državnem prvenstvu še naprej neporaženi in posledično na vrhu prvenstvene lestvice. Na 14 tekmah so dosegli prav toliko zmag. To je odvisno vsekakor od samega pristopa. Na sami tekmi igralci res dajejo svoj maksimum na vsaki tekmi in tudi tisti moram pohvaliti, čeprav sem bil nekako po tekmi z Dobovo malce jezen na te rezerviste, da niso pravili naloge tako, kot je treba, so recimo zdaj proti Loki pokazali čisto drug obraz in zelo sem vesel, da smo dobili tudi širino, da še vedno lahko zaupamo tudi tistim igralcem sklopi in da je vse potrebno je to zaradi tega, ker nam pol v drugem delu tekmovanja nas čaka res težek tempo, težki nasprotniki in potrebno bo, da bojo igralci sveži razdeliti minutažo med vse igralce. Že v sredo pa je pred varovanci trenerja Tomaža Ocvirka nov zahteven obračun. Tekme Celjanov v 16. finala pokala Slovenije bo Ribnica. Žreb je določil, da se že kar kmalu srečamo z favoritom, z 2 favoritoma za naslov pokalnega zmagovalca in res je, da je sezona bila dolga, da se pozna utrujenost igralcev, da se poznajo tudi manjše poškodbe, vendar, tako sem rekel, imamo širino in mogoče tudi malce sreče pri žrebu, da je ta tekma v Celju. Mi seveda potrebujemo to zmago, kajti naš cilj je osvojiti naslov tudi pokalnega prvaka in to tekmo obvezno moramo zmagati. Ni tako kot državno prvenstvo, ko si lahko privoščiš kakšno napako tu v pokalu, ne. In če hočeš osvojiti naslov pokalnega prvaka, moraš vsako tekmo zmagati. Prav je tudi, da bosta poskušala stisniti zobe in Grošelj in Šarac, kajti te poškodbe so manjše narave in jaz verjamem, da bomo, če bomo polni zasedbi, pokazali spet eno dobro predstavo, zato vabim tudi vse navijače, da nas pridejo spodbujati na tej zadnji tekmi, da zaključimo to leto tako, kot je treba. In koga trener slovenskih državnih in pokalnih prvakov vidi kot najverjetnejšega naslednika slovenskega selektorja Veselina Vujovića? Zdaj ste me pa našel s tem vprašanjem. V bistvu se kar nič kaj ne ukvarjamo, tudi ne sprašujemo okoli, zveza se bo odločila tako,
da bo prav, ne vem, govorijo se marsikaj, tako da ne vem, nisem kompetenten za to. Mislim pa, da se bo odločili tako, da bo dobro za vse. V zadnjem nastopu v letošnjem koledarskem letu bodo Celjani prihodnjo soboto gostovali pri Krki v Novem mestu. Jutri bo na zahodu in jugu pretežno oblačno z manjšimi padavinami, drugod pa deloma sončno. Ob morju bo zapihal jugo, predvsem v višjih legah ter v severovzhodni Sloveniji bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 11, v zatišnih legah severovzhodne Slovenije okoli 0, najvišje dnevne od 8 do 18. Tudi v sredo in četrtek bo v vzhodnih krajih še delno jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem v hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije bo občasno rahlo deževalo, bo pa topleje. Skoraj da aprilsko vreme napovedujemo. No, kakorkoli izkoristite dan in tudi prihodnje dni, tukaj je praznični december. Lepo se imejte in bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.